Vsi domnevajo, da je bila mami Longlegs preprosto še en šef, ki si ga moral premagati. Še en grozen eksperiment na seznamu Playtime.co, vendar je pri njej nekaj, kar se ne ujema povsem. Ker ko povežeš točke med tem, kar se je zgodilo z Dovjem Testenim, kar se je zgodilo s Hagijem Vagijem in tem, kar se trenutno dogaja s prototipom, ugotoviš nekaj veliko bolj temačnega. Ti nisi ubil mami Dolgonoge, prototip jo je ubil. In ni bilo zato, ker bi bila šibka ali neuporabna za njegovo vojsko, ampak zato, ker je bila edina prava grožnja, ki je še ostala prototipu. Dovolite, da razložim. Prototip Eksperiment 1006 ni pošast, ki napada po instinktu, kot na primer Jarnabi ali Piano Saver. Prototip je nekdo, ki uporablja strategijo. In to smo videli znova in znova. Ni se boril proti Doju Testeninarju neposredno, ampak je uporabil tebe. Manipuliral te je, da si vstopil, aktiviral ventile in uničil varno zavetje ter povzročil boj med tabo in Dujem, da bi tako premagal edini eksperiment, ki se mu je lahko resnično enakovredno zoperstavil. Doj je bil izjemno močan, tako močan, da ga niti prototip ni želel izzvati brez kakršnega koli načrta. Ampak kaj je prototip naredil, da bi ga premagal? Nič. Pustil ti je, da opraviš umazano delo, medtem ko je on opazoval. In to je vzorec. Torej, s tem se smrt ostalih eksperimentov začne gledati na drugačen način. Naprimer, Hagi Vagi je bil glavni preizkus. Prototip te je opazoval, ko si ga premagal pri vhodu v tovarno in tam je razumel nekaj zelo pomembnega. Igralec je uporaben za veliko stvari. Igralec lahko odstrani eksperimente, s katerimi bi imel prototip težave pri soočenju. Od tistega trenutka nismo bili več žrtev, ujeta v Playtime.co, ampak smo postali smrtonosno orodje. Ampak zdaj, ko smo to povedali, se pogovorimo o mami Dolgonogi. In to, kar ti bom povedal, je tisto, kar jo loči od vseh drugih eksperimentov, s katerimi si se srečal. Ker ja, Dowie je bil močan, Catnap je bil strašljiv, ampak mami Dolgonogi je predstavljala nekaj, česar prototip ni mogel prezreti. Najprej, mami Longlegs ni imela nobene duševne stabilnosti. Mami Dolgonogi ni bila zvesta nikomur. Ubila je zaposlene v Playtime.co med uro veselja. Ubila je tudi druge eksperimente, svoje lastne tovariše. Celo premagala je svojega lastnega partnerja, ki so ga ustvarili zanjo, da bi bila mirna. Očka Dolgonogi. Uničila je udeležence Game Station, ne da bi trenila z očesom. Ni ubogala ukazov prototipa, niti ukazov kogarkoli drugega. Delovala je samo v kaosu. In kaos je zelo težko nadzorovati ali napovedati. Prototip lahko manipulira z nekom, ki ga je strah, ali z nekom, ki si želi moči. Vendar ne more manipulirati z nekom, ki preprosto uživa v ubijanju brez jasnega cilja. Drugič, mami Longlegs je bila imuna na njegovo glavno orodje za nadzor. Prototip ima sposobnost, ki ga naredi smrtonosnega. Lahko posnema glasove, to smo videli pri Oliju, pri zaposlenih in pri drugih eksperimentih. Uporablja tvoje zaupanje, nedolžnost in tvojo željo, da pomagaš prestrašenemu otroku, da te tako vodi točno tja, kamor želi. Toda pri mami Dolgonogi ta taktika ni bila uporabna. Če bi posnemal odraslega zaposlenega, to ne bi nič pomagalo, ker jih je vse sovražila. Dobesedno jih je raztrgala leta dolgo, zato bi jo glas znanstvenika samo še bolj razjezil, ne bi je pomiril. Kaj pa, če bi posnemal siroto otroka? Ne bi delovalo. Poznala je otroke iz Playcare, preživela je čas z njimi in vedela, kdo so in kako zvenijo. Prototip si ni mogel preprosto izmisliti glasu in upati, da bo nasedla. Brez glasovne manipulacije prototip izgubi svojo glavno prednost in mami Dolgonoga je to vedela od začetka. Tretjič, fizično je bila resnična grožnja. Samo poglej njen dizajn. 4 elastične okončine, doseg, ki pokriva cele sobe, okretnost za gibanje po stropu, po stenah in kjerkoli želi. Prototip ima 6 okončin in se zdi preveč okreten, vendar je njegovo telo težje in predvsem počasnejši. Ona je lahko napadala iz kotov, ki jih on ni mogel pokriti. V neposrednem spopadu to ni zagotavljalo zmage nikomur in kot že vemo,
prototip ne tvega. To je ključ vsega. Potem imaš Mami Longlegs, nestabilno, ki je ni mogoče manipulirati z glasom in ima fizične sposobnosti, zaradi katerih predstavlja resnično grožnjo in popolnoma izven njegovega nadzora. Prototip je ni mogel pustiti pri življenju, a je tudi ni mogel ubiti sam. To bi bilo preveč tvegano. Verjetno bi na nek način umrl, ali pa bi bil popolnoma poškodovan. Potreboval je nekoga, ki bi vstopil v Game Station, rešil igre in jo odstranil, ne da bi moral sam premakniti niti prsta. In tukaj prideš na vrsto ti. Greš v Game Station, igraš igre, nadaljuješ, medtem pa te on opazuje iz teme in te sploh ne ustavi. Pusti, da se počasi približaš Mami Longlegs, da jo lahko končaš. Pravzaprav mi nekaj pravi, da je bil ugrabitev Poppy načrtovana strani prototipa. Morda stavek, ki ga izreče Mami Longlegs, ko jo uniči drobilnik. Postal bom del njega. Ne napade me! To omeni, ker je to povedal prototip. Prototip tik preden smo prišli na Game Station. Kaj pa, če je bil on tisti, ki je povedal mami, da se približuje Poppy in da jo mora imeti ugrabljeno, ter poleg tega odstraniti igralca, sicer jo bo ubil in naredil del sebe? No, potem ko prečkaš celo igralno postajo, ko se ji končno zoperstaviš in konča ujeta v drobilniku, kje je prototip? Opazuje, čaka, da ona umre in potem vzame, kar je ostalo od nje. Roke Mami Dolgonoge niso bile smeti, ki jih je pobral Stal. Bile so trofeja in bile so sporočilo za vsak eksperiment, ki je ostal v tovarni. To se zgodi, ko ne slediš mojim ukazom. Ni pomembno, če si eksperiment, ki se zdi smrtonosen, jaz imam vedno nadzor. Tako da, moji prijatelji, zaporedec z Mami Dolgonogo in drugo poglavje ni bilo le preprost boj proti šefu ali zgolj preživetje. Celotno drugo poglavje je bila načrtovana izvedba strani edinega eksperimenta, ki je dovolj pameten, da si nikoli ne umaže rok. Prototipa. Mami Dolgonogo ni izgubila proti tebi. Pravzaprav je izgubila proti prototipu. Ti si samo poskrbel, da si jo dokončno uničil in to je to. Poleg tega je celo sam Mob Entertainment potrdil, da je bila Mami Dolgonogo res popolnoma nora. In če misliš, da je bila Mami Dolgonogo edina, počakaj, da vidiš, kaj se dogaja z eksperimenti, za katere smo vsi mislili, da so mrtvi, ker prototip še ni končal čiščenja tovarne. In to, kar prihaja v 6. poglavju, bo spremenilo vse, kar veš o tem, kdo je resnično na čigavi strani. Se vidimo naslednjič.